Cene hrane gredo navzgor, obnova šole po korakih, priprave novomeških odbojkarjev na novo sezono. Dober dan. Huda suša, ki je prizadela Evropo, ZDA in Rusijo, ter visoka cena nafte sta povzročili močno podražitev pšenice in koruze povsod po svetu, kar je vplivalo tudi na podražitve mesa in kruha v Sloveniji. Tako so nekateri trgovci že upoštevali želje pridelovalcev hrane po višjih cenah. Franc Zalokar z Vinice pri Šmarjeti, ki se z družino ukvarja živinorejo in dobavo sekancev, ureja pa tudi turistično kmetijo, pravi, da je ključna težava v cenovnem nesorazmerju med tremi osnovnimi vrstami mesa, svinjskim, govejim in perutninskim. Kljub temu, da so na kmetiji, ki redijo približno 50 govejih pitencev, solidno opremljeni s tehnologijo in znanjem, niso konkurenčni, poudarja. S tem cenovnim nesorazmerjem, se pravi, podražilo se je energent, beljakovine, sicer jih imamo v večini doma, vitamini, voda tudi vsako leto je dražja, zato lahko rečemo, da je upravičena podražitev odkupne cene mesa, če hočemo parirati v tem prostoru. Podražitev mesa izvira iz zvišanja cen repromateriala in je zato upravičena, poudarja Andrej Kastelic iz Novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. S tem se bo v bistvu sanirala za nazaj in delno tudi za naprej razlika v ceni oziroma ekonomika, negativna ekonomika pri reji prašičev in tudi govedi, delno za nazaj, delno pa za naprej, predvsem na račun visokih cen žit, tudi soje, ki je neposredno potrebna pri reji prašičev in pa govedi. Hkrati pa, kot vemo vsi, ki se vozimo po cestah, tudi gorivo se je podražilo. Predelovalci so dvignili cene mesa, saj so zaznali višje stroške pri rejcih, poudarja Kastelic. Da pa je prišlo do tega odziva, je pa v bistvu osnova spet v Evropi. V Evropi ni mesa in zato je slovenski trg prepoznal višjo ceno slovenskega mesa. Sicer bi šel v Evropo iskat in slovenski rejec bi potegnil krajšo. Leta 2008 in 2009 je že prišlo do večjega dviga cen repromateriala, a se tedaj cene mesa niso zvišale, dodaja Kastelic. S to podražitvijo se tako po njegovem prilagajamo razmeram na trgu. Potem, ko se vedno znova dvigujejo cene naftnih derivatov, so nas v teh dneh torej doletele še višje cene mesa in kruha. Ljudje so na podražitve že kar navajeni in se z njimi težko spopadajo, so nam zaupali v današnji anketi, ki smo jo posneli v Novem mestu. Saj smo pravzaprav potrošniki vsak dan na tem, da vidiš, da zmanjka, da ni dovolj, da ni, kaj se vem, ne štukamo več. Katera podražitev vas pa najbolj prizadene? Ne vem, gorivo, hrana? Gorivo prvi vrsti, hrana. Hrana, ne, tiste osnovne. Za gorivo, če imam denar, bom tanko pa se vozil, če pa nemam, ja normalno živim. Normalno. Samo je za hrano malo težje. Kaj vas pa najbolj prizadene, katera podražitev recimo? Je v bistvu vse, hrana, benzin, tisto, kaj je nujno potrebno, ne? Se vam pozna v denarnici močno? Ja, sigurno. Neč kaj čem pa. Se nemaš kaj pomagati se. Kaj se vam zdi, da se najbolj draži? Hrana, gorivo? Vse, ne. Gorivo sploh, ne. Kaj varčujete oziroma gledate na vsak evro? Ja, sigurno, se je treba, kako pa češ drugače. Meso, kruh, take stvari. Gledate potem na vsak evro kupujete v cenejših trgovinah? Sigurno, ja, gledam. To je normalno v Sloveniji. Se vam poznajo te podražitve? Komu se pa ne. In kako se z njimi spopadate? Ja, tako kot drugi, umetniško. Kaj to pomeni? Umetnik moraš biti, da lahko preživiš v Sloveniji. Zaenkrat, če ne, ampak mislim, da bomo kmalu občutili še bolj. To je sigurno, ne moramo temu jedeti, ne. Jaz kot upokojenka, dokler sem še pri močeh sama veliko, vsej zelenjavo pa sadje pa to. Drugače pa no, bomo videli. Verjetno bo. Hudo je tam, ki imajo otroke majhne. Novomeški osnovni šoli Grm in Bršljin nista najstarejši v občini, sta pa najbolj dotrajani in potrebni obnove. Tako si vodstvo obeh šol že vrsto let prizadeva za začetek sanacije, kolikor se da, pa v šolah postorijo z lastnimi sredstvi. Čakati na celovito obnovo bi bilo namreč v tem času utopično. Kot pravi ravnateljica grmske šole Sonja Simčič, vsako leto zberajo od 20 do 30 tisoč evrov iz naslova najemnin, ki jih namenijo za obnovo.
Tako smo lani obnovili telovadnico, predlani smo obnovili sanitarije, tako da vsako leto tudi šola nekaj naredi. Moramo pa še streho, je tudi v načrtu, v planu občine, še streha na telovadnici je še azbestna stara in tudi to je treba še zamenjati. To je tudi še delo občine. To je predvideno v prihodnjem letu, dodaja, so pa že rešili najbolj perečo težavo. Med počitnicami so namreč zamenjali okna v 7 učilnicah na južni strani. Druga polovica bo na vrsti med jesenskimi počitnicami, s tem, da bomo in smo tudi že dodali nekaj lastnih sredstev, ki jih imamo iz najemnin sami. Seveda pa to niso samo okna, ampak so tudi zunanje žaluzije. Občina je za zamenjavo oken odštela 40.000 evrov, za okna v zgornjih nadstropjih in zunanje žaluzije v prizidku pa bo prispevala šola. Sicer pa so, tako podžupanja Mestne občine Novo mesto Mojca Špec Potočar, za vse šole že naročili pripravo sanacijskega programa. In seveda tudi glede na strokovne podlage, ki bodo potem tudi izvedeni naslednji koraki. In seveda tudi ustrezne preuredbe posameznih objektov, oziroma sedaj so okna, potem pa naprej v naslednjem programskem obdobju oziroma po zagotovitvi proračunskih sredstev v letu 2013. 660 učencev grmske šole tako po zimi ne bo zeblo, poleti pa jim ne bo prevroče. A kot dodaja Simčičeva, jih čaka še veliko dela. Na vrsto bo slej ko prej morala priti tudi avla šole. Po več letih truda, da bi prišli do svojih prostorov, v katerih bi se predvsem družili, so v vinogradniško-sadjarsko-turističnem društvu Debeli hrib iz občine Ivančna Gorica le uspeli odkupiti starejšo hišo. Gre za nekdani partizanski dom, ki ga nameravajo v 2 letih obnoviti. To naj bi bil naš prostor in za trženje, in za druženje, in za vse ostale stvari, kar jih rabi društvo. Društvo, ki je staro šele 4 leta, je sicer do zdaj imelo v najemu pisarno. Ste ob sprehodu skozi Novo mesto morda opazili posebne plakate s sodobno poezijo in se vprašali, za kakšen marketinški trik gre tokrat? Ne gre za oglas, ampak umetniški projekt Poezija na mestnih ulicah, ki v letu Evropske prestolnice kulture, katere del je tudi Novo mesto, spodbuja k branju slovenskih pesnikov. Projekt MKC Črke iz Maribora sicer poteka že 5. leto, prvič letos tudi izven Štajerske prestolnice, kjer je avtor projekta Nino Flisar z njim začel. Poezijo bere relativno malo ljudi, z to plakatno akcijo pa skušamo predstaviti širšim množicam, torej ljudem na mestnih ulicah, ki tako dobijo nekako stik s sodobno slovensko poezijo. Poezijo bodo s pomočjo plakatov mimoidočim približevali do 10. septembra, na njih pa je moč prebrati verze po ene od pesmi 10 slovenskih avtorjev. Tako, da imajo pri tej akciji ljudje možnost, da tako rekoč na ulici zaužijejo umetniško vsebino, dobijo kvalitetno poezijo, poglobljeno, estetsko dovršeno. V verzih se zrcalijo aktualne teme, saj so pesniki zelo subtilni opazovalci razmer v družbi, pravi Flisar. In če nekako potem mimoidoči prebere ta plakat, pesem na plakatu in začne premišljati o določenih temah, kritično seveda, in skuša pogledati na te teme, motive tudi na kak drug način, s kakšnim drugim zornim kotom, je nekako namen te akcije dosežen. Med 10 avtorji sodelujeta tudi Posavka Stanka Hrastelj in Novomeščanka Katja Plut, prva s pesmijo 545, ki tematizira nesreče in človeško nemoč, druga pa z verzi Bodi blagoslovljen oriše globaliziran svet. Prihodnji konec tedna se bo v predvolilno kampanjo za predsednika vključil dr. Janez Strel iz Brestanice. Za svoje nastope je angažiral Simfonični orkester Glasbene šole Krško, pevca Petra Direnbeka, pevski zbor in še nekaj odličnih posavskih solistov. Dr. Strel v resnici ni predsedniški kandidat, temveč nosi eno nosilnih vlog v mjuziklu Rock Current, ki bo po več kot 4-letnih pripravah premierno prizorjen 14. in 15. septembra. Strel, igra ga Matjaž Breznikar, je politik brez ideje, zgolj željan oblasti. Za pridobivanje volivcev angažira glasbenika Currenta, glas mu bo posodil Peter Direnbek in njegovo skupino, ki je simfonični orkester. Zgodba se razvija podobno cinično kot v Cankarjevih Hlapcih, z znamenito ugotovitvijo. Na prednjaštvu je dobro, na zadnjaštvu je dobro, najboljše so pa pečene piške. To je moto predstavljen tukaj, bodo pečene piške edina naša vrednota, med glavnimi vrednotami bomo pač večno hlapci, to je sporočilo.
Ravnatelj glasbene šole in dirigent simfoničnega orkestra Drago Gradišek je idejni oče mjuzikla, za katerega je libreto napisal Matjaž Pikalo, glasbo pa Dejan Učakar. Projekt z več kot 90 sodelujočimi je bil ovrednoten na 120 000 evrov. Žal pa mislim, da smo približno zbrali približno 1/3 teh, kar je bilo predvideno. Predstava zaradi tega ne bo manj zanimiva, pravi Gradišek, sicer pa končno oceno prepušča občinstvu. Rok Kurent je po Vražjem dekletu drugo glasbeno-dramsko delo domačih avtorjev pod Gradiškovo taktirko v izvedbi krških simfonikov. Počitnic je konec tudi za rokometaše, ki so, vsaj nekateri, na parketu že preizkusili, kako dobro so se v pripravljalnem obdobju pripravili na novo sezono 2012-2013, ko bomo med prvoligaši lahko z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja navijali za kar 4 moštva. Iz rokometnih vrst pa prihaja tudi vest, da bo Trebanka Marta Bon nasledila Toneta Tislja pri vodenju slovenske ženske reprezentance. Rokometaši novomeške Krke so v prvi A državni rokometni ligi sezono začeli v štajerski prestolnici, kjer so jih igralci Maribor Branika ugnali s 35-27. Sevničani in Trebanci bodo prvo tekmo v ligi odigrali v soboto, Krčani pa 15. septembra. So pa Sevničani že odigrali tekmo prvega kroga v pokalu Slovenije. Proti Hrastniku so izgubili z 21-27 in tako izpadli iz nadaljnega tekmovanja. Pred uvodom v sezono pa so odbojkarji novomeške Krke, ki so lani po težkem boju uspeli ostati v najmočnejši slovenski odbojkarski ligi. Tudi letos se bodo borili za čim višje mesto na prvenstveni lestvici. Tudi v vrstah odbojkarjev je prišlo do nekaterih sprememb. Ja, kot običajno, tudi mi letos ponovno moramo pomlevati ekipo. Iz ekipe so nam ušli 3 igralci. Naš dolgoletni kapetan Sebastian Mikša, ki se seli v Pulo in odhaja z družino v Pulo. To je kar velika izguba za naš klub. Jan Brulec bo svojo kariero nadaljeval v ACH-ju, medtem ko bo mladi reprezentant Miha Bregar igral v Novi Gorici. Kljub odhodom pa cilji v klubu ostajajo taki kot prej. Nastale vrzeli bodo poizkušali zapolniti mladi upi, Kristjan Longar, Gašper Pucelj in Anže Strnad. Predvsem smo vsi smo dobili dragocene izkušnje v prejšnji sezoni, ki je bila izredno naporna za nas. Tako da letos bomo štartali bolj izkušeni, bolj odločno, močnejši treningi, tako da želimo si priboriti, bom rekel, obstanek v ligi že prej. Ostali nosilci postajajo isti, zrelejši, boljši za eno sezono in sezona bo težka, ampak mislim, da bomo tako kot vsako leto se iz nje izvlekli in mogoče naredili kakšen korak naprej proti sredini lestvice. Prva slovenska odbojkarska liga se sicer začne v začetku oktobra. Želimo jim seveda čim boljši uvod v novo sezono, vam pa prijeten jutrišnji petek, ki bo menda lep uvod v sončen konec tedna. Hvala za pozornost in nasvidenje.